Žiga, čakaj malo. Kje do zadnje pretivati? Ja, mene. Sam mačkano, če se umakneš. Pa bomo nazaj stopili, ne da bo tako. Sej na dubik imaš tega. Sej ne rabaš. Evo, grem nazaj. No, super, evo. Dej ti tole torbo dol. Ja, no, jaz sem Vodi. Vodi, daj to torbo tukaj v zadnji. Ti tole, Malo pet bolj nazaj vodi. vodi, nazaj bolj pojď. Pet nazaj. Welcome, Victor. Yes, thank you very much. I have to apologize for that delay. But we should stay 2 more. We should stay 2 more days. Pardon. Ja. Sam mačka. Magnesio. Pardon. Sam mačka. Sam mačka, če sem. Sam tu ne spremem. Čas, se boš uvijek. Najprej kamera. Ok, ok, ja. Čas. A gremo sploh že lahko noter? Ajde. Kamera. Pardon, sam mačka. Samo.
That came to my mind. I do remember even the time when Peter was the prime minister. I cooperated with him as the prime minister. And then Rochek. You know, it's a strange story that I suppose that Slovenia is the most unknown neighbor country. I think if you look at the figure of the country, that's all. Yeah, I think it's Hvala, še fotografom damo prostor. Hvala. Kolega. Foto not. Hvala. Mize pa malo Dobro smo zmenili, on je za not. To se izgleda meni všeč na lekciji. Ja, ne, flaferke. Tole kamerman, ko smo radili. Opa, je ta. Ta kamšot postave. Ko je teta sa šubarom i sa malom kamericom koju nosi u ruci. To je njihovo. Dobro je za kadre. Smo še na 6. vidjeti. Gase že telefon. Ne, halo. Kaj? Počakamo. Se vidiš, da so spredaj, v bistvu, da snema to so spredaj. uradni fotografiji. Če je televizija Ljubljana spredaj. A uradna je.
Kaj je bistvo? Ne. Če je televizija Slovenije? Uradni so. Dobro, daj. Daj mi fali. Super pik. Ej, to su radili. Staj, mislim, to ni res. Okej, pardon te, na fond drugo. Njega, mislim, da spusti nas tule, da gremo. No? Tukaj video, a so pa že... Desno pa levo. Kje bo sedel na levo, na desni način? To kar prej, ki se zakuje, da isto. To kam poslušam. Ama je bilo taka, da ti prej. Ali ja pa bende. Malo ste si podobno, eventi. Ne vem. Mogoče si kak sorodnik. Ja, kaj še hujše. Zebe ga.
Spoštovani predsednik vlade Madžarske, dragi prijatelj Viktor Orban, spoštovane ministrice in ministri madžarske vlade, dovolite mi, da vas lepo pozdravim v Republiki Sloveniji in da vam v imenu slovenske vlade vseh naših ministric in ministrov izrečem prisrčno dobrodošlico. Zelo me veseli, da smo se zbrali danes na skupnem posvetu, skupnem zasedanju obeh vlad. Kot veste, smo ta posvet več mesecev skrbno načrtovali in danes ga bomo zaokrožili s tem skupnim zasedanjem v tem kongresnem centru, kjer pričenjamo za našo skupno sejo nekoliko kasneje, kot je bilo predvideno. Bo moj uvod krajši in bo tudi naše srečanje povezano hkrati z našim kosilom, kajti ob tem, ko bomo delali, ko se bomo pogovarjali, nam bodo pospredi tudi kosilom. In mislim, da bo to samo vplivalo na dobro razpoloženje, ki ga potrebujemo, da bomo prišli do tistih pogovorov in do bodočega sodelovanja, ki bo v dobrobit obeh držav. Dovolite mi, da še povem, da sem ne samo počaščen z vašim obiskom, ampak tudi zelo vesel, ker imata Madžarska in Slovenija dobro sosedske odnose, dobro sodelujemo na številnih področjih, kar je dokazala tudi pripravljalno obdobje na to sejo, ko so naši ministri, njihovi sodelavci v skupnem sodelovanju pripravljali vsebine. Mislim pa, da je izjemnega pomena, da zdaj naredimo korak naprej, da razširimo naše sodelovanje na vseh področjih, kjer je to mogoče in smiselno, predvsem pa seveda na področju gospodarstva, infrastrukture, energetike, seveda tudi kulture, znanosti, šolstva, kmetijstva, skratka na vseh področjih, kjer lahko najdemo skupni točki. Za konec temu vodu omenim še to, da me izjemno veseli tudi to, da če ne bo slučajno postala, kar si ravno pač pomaro.
Igen, magyar Podpis memoranduma o soglasju med Republiko Slovenijo in Madžarsko v celostnem razvoju infrastrukturnih odnosov. Egyetértési megállapodás aláírása Magyarország és a Szlovén Köztársaság között az infrastrukturális kapcsolatok átfogó fejlesztéséről. Prosimo podpisnika memoranduma Njegova Ekscelenco, predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja in Njegovo Ekscelenco, predsednika Vlade Mađarske, gospoda Viktorja Orbana, da pristopita k svečanemu podpisu. Kérjük az aláírókat, ő excellenciáját, Magyarország miniszterelnökét, Orbán Viktor urat, és ő excellenciáját, a Szlovén Köztársaság miniszterelnökét, dr. Miro Cerar urat, az egyetértési megállapodás ünnepélyes aláírására.
programa sodelovanja v izobraževanju, znanosti in kulturi med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije in Ministrstvom za človeške vire Madžarske v letih 2016-2018. Az oktatási, tudományos és kulturális együttműködési program aláírása Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Szlovén Köztársaság Oktatási, Tudományos és Sportminisztériuma, valamint Kulturális Minisztériuma között a 2016-os 2018-as időszakra. Prosimo podpisnika programa, podpredsednika vlade in ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije, njegovo ekscelenco gospoda Karla Erjavca in ministra za človeške vire Madžarske, gospoda Zoltana Baloga, da pristopita k svečanemu podpisu. Kérjük az aláírókat, Magyarország Emberi Erőforrások miniszterét, Balogh Zoltán urat, és a Szlovén Köztársaság miniszterelnök helyettesét és külügyminiszterét, ő excellenciáját, Karl Erjavec urat a program ünnepélyes aláírására. Podpis pogodbe med Republiko Slovenijo in Madžarsko o prilagoditvi črte državne meje zaradi vodnogospodárske ureditve potoka Lelevan. Magyarország és a Szlovén Köztársaság között a Leniva-patak vízgazdálkodási szabályozása következtében az államhatár megváltoztatásáról szóló szerződés aláírása. Prosimo podpisnika pogodbe podpredsednika vlade in ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije, njegovo ekscelenco gospoda Karla Erjavca in ministra za notranje zadeve Madžarske, gospoda Sándorja Pinterja, da pristopita k svečanemu podpisu. Kérjük az aláírókat, Magyarország belügyminiszterét, Pintér Sándor urat, és a Szlovén Köztársaság miniszterelnök helyettesét és külügyminiszterét, ő excellenciáját, Karl Erjavec urat a szerződés ünnepélyes aláírására. Podpis sporazuma med vlado Republike Slovenije in vlado Madžarske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov. Magyarország kormánya és a Szlovén Köztársaság kormánya között a titkos adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás aláírása. Prosimo podpisnika sporazuma direktorja Urada vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov, gospoda Borisa Moharja in veleposlanico Madžarske v Republiki Sloveniji, gospod Edith Szilágyi Bátorfi, da pristopita k svečanemu podpisu. Kérjük az aláírókat, Magyarország szlovéniai nagykövetét, Szilágyi Bátorfi Edith úrhölgyet és a Szlovén Köztársaság titkos adatok védelméért felelős hivatala igazgatóját, Boris Mohár urat a megállapodás ünnepélyes aláírására.
Ne moram, ker sem na te odprl. Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci ob delovnem srečanju med predsednikom vlade Republike Slovenije dr. Mirom Cerarjem in predsednikom vlade Madžarske Viktorjem Orbanom ter srečanju vlad Republike Slovenije ter Madžarske. Gospod predsednik. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Veseli me, da smo se po 6-letnem premoru uspeli srečati na tretjem skupnem zasedanju vlad Republike Slovenije in Madžarske. Naj povem, da so odnosi med državama odlični, prav tako odnosi med obema vladama in zelo sem vesel, da je moj kolega, predsednik vlade Madžarske, Viktor Orban, danes tukaj z menoj in da smo lahko tako osebno kot skupaj z našimi ministri opravila to intenzivno, vendar zelo plodno razpravo o našem bodočem sodelovanju. Namen tega sestanka, srečanja vlad, je predvsem v tem, da pogledamo v prihodnost, da vse tiste priložnosti, ki jih še nismo izkoristili in ugotovili smo, da jih je veliko, izkoristimo v prihodnje in da nadgradimo naše dobro sodelovanje prav na vseh možnih področjih. Pri tem seveda dajemo nekatere prioritete
področju vseh vrst infrastrukture, vključno z cestno, železniško, električno in drugo infrastrukturo. Nadaljnje si seveda želimo poglobitve, nadgraditve gospodarskega sodelovanja, vključno z čim boljšim nadaljnim sodelovanjem na področju kmetijstva, gozdarstva in posebej tudi turizma. In tisto, kar je pravzaprav najpomembnejše, je ta ključna vez med obema državama, to sta naši dve manjšini, narodna skupnost Slovencev na Madžarskem in madžarska narodna skupnost v Sloveniji. Tukaj lahko povem, da z zadovoljstvom ugotavljamo skupaj, da sta obe manjšini dobro obravnavani se strani obeh držav in vlad, da dobro urejamo njihove pravice, dolžnosti in položaj, da pa seveda je tu še veliko prostora za izboljšanje tega, za izboljšanje tako materialne situacije pri obeh manjšinah, kot tudi kulturnega delovanja, da bomo na dolgi rok preprečili zmanjševanje števila denimo naših pripadnikov na Madžarskem in okrepili slovensko narodno skupnost v sosednji državi, če se osredotočim samo na ta primer. Naj povem še to, da naši načrti, še posebej na področju infrastrukture, gospodarstva, predvsem pa vseh teh povezav, ki zadevajo modernizacijo železnic, posodobitve in povezave preko cest, energetske povezave in podobno, nimajo samo pomena za obe državi, ampak imajo širši strateški pomen za regijo, za tudi številne druge države. Zato je še toliko bolj pomembno, da smo v pripravah na to srečanje obeh vlad temeljito delali, pripravili nekatere rešitve in jih zdaj v tej izostreni obliki lahko tudi pravzaprav zapisali v neke dokumente in se zdaj že pogovarjamo o časovnih in drugih vidikih njihove izvedbe. Naj tudi povem, da me posebej veseli, da bova s kolegom Viktorjem Orbanom, predsednikom vlade Madžarske, lahko po zaključku tega srečanja danes nastopila skupaj še na poslovni konferenci, ki smo jo organizirali skupaj in ki se je udeležuje zelo veliko število podjetnikov, menedžerjev, torej vseh tistih, ki imajo prav tako željo za boljše sodelovanje v prihodnje. Vemo, da na madžarski strani je tu kar 138 udeležencev, tudi na naših je preko 100, tako da gre za izredno velik dogodek in mislim, da smo s tem spodbudili nek nov trenutek v naši skupni zgodovini, nek trenutek, ko vidimo, da so tu potenciali in jih želimo resnično izkoristiti. Veseli me še posebej, da današnji dan madžarske kulture sovpada tudi z današnjim odprtjem Madžarskega kulturnega centra v Ljubljani in s podpisom novega programa o sodelovanju in tega odprtja kulturnega centra se bova seveda udeležila skupaj s kolegom Orbanom. Naj posebej izpostavim še vprašanje migrantske problematike, tega velikega izziva za Evropo in tudi za to regijo. Ob tej priliki se želim še posebej in ponovno zahvaliti kolegi Viktorju, madžarski vladi, da nam je nesebično in takoj priskočila na pomoč, ko so migracije potrkale, kot rečemo, tudi na naša vrata. Kot veste, je ta hip v Sloveniji še vedno 52 policistov iz Madžarske, ki odlično opravljajo svoje delo profesionalno, v dobrem sodelovanju z našo policijo in drugimi deležniki v tem procesu in tako omogočajo humanitarno obravnavo vseh teh migrantov. Zahvaljujem se tudi ponovno za vso materialno in drugo pomoč, ki nam je bila nudena v tem trenutku, ko smo to najbolj potrebovali. Seveda pa sva s kolegom Viktorjem spregovorila tudi o tem, kje vidiva rešitev tega velikega izziva, torej migrantske krize. Jaz bom seveda prepustil njemu, da predstavi svoj pogled. Spregovorila sva o tem mojem predlogu, ki sem ga nedavno podal
voditeljem evropskih držav in evropskim institucijam. In naj ta hip rečem samo to, da me veseli, da je bila ta moja pobuda uvrščena tudi na dnevni red, torej na dnevni red srečanja notranjih ministrov držav članic Evropske unije, ki bo potekalo v ponedeljek, torej ne na samo zasedanje, vendar na posebno srečanje teh ministrov, ki bo potekalo ob robu tega zasedanja. Tam bo obravnavana ta moja pobuda, ki ima pravzaprav dva poudarka. Eden je že znan. Želimo si, Slovenija tudi v tem pogledu dela vse, kar more, da bi bil seveda čim prej učinkovito implementiran sporazum med Evropsko unijo in Turčijo, da bi Turčija storila, kar more in prispevala svoj delež k reševanju migrantske problematike. In seveda v tej svoji pobudi pozivam k temu, za kar smo se na ravni evropskih držav že dogovorili, še posebej na ravni Evropske unije, da je treba z vsemi močmi in takoj pravzaprav pomagati Grčiji, tudi z učinkovitimi enotami v okviru obalne straže, preko delovanja Frontexov, sprejemnih točk, hotspotov in na vse druge načine, da bomo lahko tam ustrezno, torej na zunanjih mejah Evropske unije, skupno obvladali migrantsko problematiko. Ima pa ta moj predlog še neko drugo pomembno dimenzijo, ta pa je nova, drugačna. Namreč ob tej grški liniji nadzora nad irregularnimi migracijami naj se vzpostavi še druga linija učinkovitega nadzora nad prihodom irregularnih migrantov in naj se zaustavi ta tok irregularnih migracij na grško-makedonski meji, torej na makedonsko-grški meji, če sem bolj natančen. In v ta namen sem pozval, da vse države Evrope pomagamo Grčiji s policijskimi enotami, z materialnimi sredstvi, tudi finančno in na druge načine, da se bo lahko tam vzpostavila ta skupna rešitev, skupna pomoč, kar bo pomenilo zaustavitev irregularnih migracij na makedonsko-grški meji, kolikor bodo do tja migranti seveda še prihajali. Gre za to, da se s to rešitvijo obvaruje Schengen, ponovno se omogoči, da Schengen živi naprej, da ne postavljamo notranjih meja znotraj Schengena, kar se že dogaja, in predvsem, da obvarujemo tudi področje Zahodnega Balkana, ki je, kot vemo, v marsičem še krhko, tudi lahko vnetljivo, med konflikti, ki bi se lahko pojavili na mejah med državami, če bi seveda te irregularne migracije še vedno prihajale v velikem številu nenadzorovano in bi to torej povzročalo napetosti na mejah med članicami, torej državami, ki so del tudi tega Zahodnega Balkana. Tako da upam, da bo ta diskusija učinkovita, da bomo tudi na tej ravni v obliki tega predloga iskali in našli čim prej neko rešitev in tako pravzaprav našli skupen pristop, ki si ga vsi želimo za to migrantsko krizo. Na tej točki naj ponovim, da sem vesel današnjega skupnega posveta obeh vlad, hvaležen, da se tudi Madžarska, tako kot Slovenija, trudi za dobro sosedske odnose na vseh ravneh in upam, da bo tako tudi v prihodnje. Hvala lepa. Tisztelettel köszöntöm Önöket. Lep pozdrav vsem, dober dan želim. Pobudo za današnje srečanje je podal vaš predsednik vlade. Torej, Sloveniji gre zahvala, predsedniku vlade gre zahvala za uspešno srečanje vlad. Torej, Miro, rad bi izkoristil priložnost in tudi pred javnostjo bi te povabil, tebe in tvojo vlado povabil v Budimpešto na Madžarsko, da nadaljujemo s tem delom, ki smo ga danes tukaj začeli. Z veseljem smo prišli v Slovenijo. Tokraten obisk je Madžarom
ponudil možnost, da pregledamo 25-letno sodelovanje Slovenije in Madžarske. In lahko ugotovim, da na Madžarskem z vami, s slovenskim narodom imamo pozitiven pristop, torej do naroda, do države pozitiven pristop in nimamo pozitiven pristop do vas samo zato, ker bolje živite kot vi. Tudi to drži, ampak tukaj v tem primeru ne gre le za to. Ampak zato gledamo na vas pozitivno, ker imate za sabo zgodovinske dosežke, torej ste pač uspešno preživeli pretekla desetletja. Torej človek vidi tudi sebe v uspehih drugih, tudi mi smo morali preživeti zgodovino v preteklih stoletjih, se pravi, to je prepihno območje. Ne bom rekel, da včasih se nismo prekladili, ampak smo preživeli. V Sloveniji vi to razumete. Se pravi, to niso le zgodovinska dejstva, ampak iz tega izhajajo tudi obveznosti, se pravi, je treba spoštovati naše predhodnike in jaz mislim, da je temu tako tudi v Sloveniji in iz tega zgodovinskega dejstva izhajamo in moramo pač varovati dediščino naših predhodnikov. Torej je pač neko duševno stanje, se pravi, pozitiven odnos do vas, do drugih. Ko smo ocenjevali odnose, preden smo prišli sem, smo ugotovili, da je Slovenija kulturen narod in ne samo v smislu, da imate veliko ljudi z visoko izobrazbo in imate tudi stvari, zaradi katerih, ki jih vam zavidamo. Torej, mi pač cenimo vaše znanje tujih jezikov. Vi ste mogoče na prvem mestu v Evropi. Mi, Madžari, pa smo glede tega zelo na koncu. Se pravi, glede tega nismo tako uspešni, kot ste vi. In tukaj je še nekaj, na kar smo mi, Madžari, vedno pozorni. Če pogledamo olimpijske medalje in če gledamo to v sorazmerju prebivalstva, potem je Slovenija na prvem ali drugem mestu v svetu. Tudi mi smo športen narod in ta uspeh, ki ga dosega Slovenija, to Madžari visoko cenimo. Se pravi, slovensko javnost bi rad prosil, da podpre Madžarsko. Torej, Madžarska se bo prijavila, bo kandidirala za priredbo olimpijskih iger. Torej, prosim, da Slovenija, slovenski narod podpre Madžarsko, da bi pač iz tega dobili vsi čim več koristi. Prosim slovensko javnost, da nas pri tem podpira. Po tem splošnem pregledu bi prešel na migracije. O tem smo danes govorili veliko. Moram pač povedati, gospod predsednik vlade je poslal voditeljem držav Evropske unije poslal pismo. Mi smo to pismo dobro poznali, preden smo prišli sem in sem na seji vlade tudi najavil, da se Madžarska pridružuje pobudi predsednika vlade in Madžarska bo storila vse, da se uresniči to, kar je zapisano v pismu. Za nas se zdi zelo pomembno, da ni dovolj le jamrati, se pritoževati, da Grčija ne ščiti svojih južnih meja, ampak moramo se postaviti kot moški, moramo pač povedati, da mi pač pričakujemo, da na meji Makedonije, Bolgarije z Grčijo zgradimo ograjo in tam zaustavimo val. Ker če se to ne bo zgodilo, bodo iz tega nastale težave. Se pravi, mi smo pač zagovorniki tega, podpiramo Slovenijo, podpiramo
mednarodno sodelovanje pri izgradnji druge obrambne črte na grški meji. Mađarska je priskočila na pomoč Sloveniji, ko jo je zadel migrantski val. Za nas je bilo to popolnoma normalno in mi smo prepričani, da bi tudi mi dobili od Slovenije pomoč, če bi jo potrebovali. Tudi Slovenija bi nam zagotovila policiste in opremo. Se pravi, mađarski pregovor pravi enkrat ti meni, drugič jaz tebi. Se strinjam z vašim predsednikom vlade, da Schengen ne moremo ščititi samo z besedami. Se pravi, danes sta dve vrsti držav. Ene države Schengen varujejo z besedami, druge države z dejanji. In mi sodimo v to drugo skupino. Se pravi, za manj eni zagovarjajo v besedah Schengen, so pravzaprav sovražniki Schengena. Torej, če ne moremo zavarovati zunanjo mejo, pa naj to stane veliko, pa naj bo to še tako zahtevno. Torej, če ne bomo zavarovali zunanjo mejo, bomo sami prispevali k temu, da bomo uničili Schengen. Spoštovani, še eno ugotovitev bi rad predstavil. Mađarska delegacija je sem v vaše glavno mesto prispelo s tem, s to ugotovitvijo, da gospodarsko sodelovanje med državama ni na takem nivoju, kot bi lahko bilo. Mi seveda cenimo rezultate, se pravi, blagovna menjava v vrednosti 2 milijardi evrov je seveda lepa številka, ampak do zdaj vladama ni uspelo gospodarskega sodelovanja dvigniti na strateško raven. Smo govorili o tem, da sodelovanje ne bi samo bilo, da ne bi bilo samo dobro, ampak da bi gospodarsko sodelovanje dobilo kakovost, da bi dobilo strateško kakovost. Torej, državi je treba povezati, da se to lahko uresniči. Ključna beseda je lahko povezava, kontakt. Torej, to so pač stvari, ki nas bremenijo. Torej, nimamo 4-pasovne avtoceste, to je pač problem Mađarske. Mađarska še ni zgradila 4-pasovne avtoceste. Jaz sem se zavezal, da bomo to avtocesto zgradili do konca leta 2018. Torej, to se bo zgodilo. Mi smo izrazili zavezanost, da povežemo električne vode, da povežemo tudi železnico, da elektrificiramo železnico. Tukaj imate določen zaostanek vi, ampak mislim, da se bo tudi to zgodilo v začrtanem roku. Na koncu bi rad še poudaril, da je zelo pomembno, da povežemo tudi plinovode med državama. To je pomembno energetsko vprašanje in tudi varnostno vprašanje. Če povežemo plinovode, potem bomo s tem zagotovili tudi varnost obeh držav. Sva se zavezala, da bova delala na tem. Torej, še eno vprašanje, kakšen odnos naj ima Mađarska do vaše luke? Vi dobro veste, da mađarska podjetja na prvem mestu uporabljajo vašo luko, preferirajo vašo luko. Torej, tu ne gre samo za mađarske tovarne, ampak gre za mednarodna podjetja. Se pravi, pomembno bi bilo, da se ta podjetja vključujejo v svet prek vašo luko, vendar ta železniška povezava ne zadostuje več zahtevam sodobnega gospodarskega razvoja. Torej, Mađarska bi sodelovala pri tem in Mađarska to seveda z veseljem
veseljem sprejme, vendar o tem se moramo še pogovarjati. Lahko povzamem, spoštovane gospe in gospodje, sestanek, srečanje je bilo uspešno, smo drugemu izrazili spoštovanje, smo dali na dnevni red problematiko avtohtonih manjšin, smo se postavili za pobudo, evropsko pobudo za reševanje migrantskega vprašanja. Torej, želimo gospodarsko sodelovanje z dobrega dvigniti na strateško sodelovanje. Jaz mislim, da v enem dnevu, v enem popodnevu smo opravili uspešno delo in lahko sporočam madžarskim davkoplačevalcem, da smo opravili uspešno delo. Hvala lepa predsednikoma vlad. Pa če kar začnemo z vprašanji. Televizija Slovenija. Ja, lepo zdrav, Metka Marti v Slovenija. Torej, jaz bi pa prosila še mogoče malo nadaljne, kar se tiče odnosov med državama v odnosu do begunske krize. Torej, kako pravzaprav pa čisto dvostransko ocenjujete tole sodelovanje tudi v tem kontekstu, da je seveda Slovenija, tako kot celotna Evropa, pravzaprav bila sprva kritična do potez Madžarske, ki je nekako ogradila seveda svojo državo, zato se je begunski tok nenazadnje tudi usmeril v Slovenijo, zdaj pa vidimo pač pravzaprav Slovenija tudi seveda počne enako, dobila je seveda celo, omenili ste, torej materialno pomoč, tudi žico z Hrvaške, v tem kontekstu me tudi z Madžarske, torej v tem kontekstu me seveda tudi zanima, koliko te žice še namerava Madžarska recimo dostaviti, kako oba da pravzaprav vidita tole ograjeno Evropo, torej z žico in pa morda banalno vprašanje ali pa tudi ne, gospod Orban, zakaj je danes prišlo do tolikšne zamude pri vašem obisku? Bom jaz začel. Torej najprej naj ponovim, da je Madžarska, takoj ko smo potrebovali pomoč in jo zaprosili pri različnih državah, ponudila to pomoč, smo jo tudi hvaležno sprejeli, predvsem v policijskih enotah, tudi v materialnih pomoči in sredstvih, kar zadeva pa tehnične ovire, vključno z, bi rekel, to ograjo, žičnato ograjo, pa seveda so se stvari že zelo veliko diskutirale v Sloveniji. Naj ponovim samo naslednje. Te tehnične ovire so začasne. So pa učinkovito sporočilo vsem tistim, ki so in bi morda še želeli begunce razpršeno, nenapovedano, v slabem stanju, nasilno celo pošiljati v Slovenijo preko zelene meje, kar se je dogajalo, ponavljam, in postavitev teh tehničnih ovir je zanesljivo pripomogla k temu, da zdaj že ves čas, odkar jih imamo, usmerjamo dotok beguncev na vstopne točke, kjer naša policija in vsi drugi na to urejeno registrirajo te begunce, za njih humanitarno jih poskrbijo in jih seveda usmerjajo v države destinacije. Tako da ne sprejemam več teh pavšalnih mnenj, ki se pojavljajo o teh tehničnih ovirah. Te tehnične ovire so zaščitile slovenske državljane, njihove hiše, polja, avtomobile, premoženje vseh vrst in tudi lahko kaj več pred tem, da bi tisoči ljudi prišli pravzaprav v njihovo bližino in jih v stiski, v nuji morda celo ogrožali. Tako da prosim, da se vzame na znanje, da je šlo za izjemno pomemben, premišljen ukrep, ki pa je začasne narave in kot sem že velikokrat rekel, v trenutku, ko bomo našli skupno evropsko rešitev za begunsko krizo, bomo te tehnične ograje odstranili. In zdaj moj komentar na postavitev tovrstnih ograj na Madžarskem. Res je, ko je Madžarska začela postavljati te ograje, ko so tudi tja prihajali tisoči in tisoči beguncev vsak dan, smo mnogi v Evropi odreagirali na to. Osebno sem dejal takrat to, da si ne predstavljam Evropo z ograjami med nami. Kar pomeni, da si tudi ne predstavljam, da Avstrija postavlja ograjo nasproti Sloveniji ali Nemčija proti Avstriji ali Danska ali Švedska druga proti drugi in tako naprej. Ali jutri Italija proti nam. Torej,
To je tisto sporočilo. Če ni skupne evropske politike, skupne volje, učinkovitega pristopa vseh članic Evropske unije, potem smo države na koncu prepuščene vsaka sebi in vsaka na svoj način varuje bodisi svoje interese, interese svojih ljudi, predvsem pa tudi v obeh primerih, v primeru Madžarske in Slovenije, interese šengenskega območja. Kajti tako Madžarska kot Slovenija pravzaprav smo s temi nadzorovanimi ukrepi omogočili, da je ta pretok velikega števila migrantov, denimo skozi Slovenijo, bil obvladljiv, nadzorovan, predvidljiv. Če bi tega ne bilo, bi ogrozili tudi vse sosednje države, naše prebivalce in ne nazadnje povzročili humanitarno katastrofo samim migracijam. Zato pa je tako pomembno in tu s kolegom Viktorjem sva zagotovo med tistimi, ki bolj intenzivno iščeva rešitve, tudi zdaj je zelo veliko takšnih na srečo okoli nas na Balkanu, v Srednji Evropi, Severni in Zahodnji Evropi. In mislim, da ta pobuda, ki smo jo podali, ki sem jo prej pojasnil, je prava stvar in lahko učinkovito pripomore k rešitvi težave, problema ali izziva na tej balkanski in srednjeevropski begunski poti, zaradi katere se že zapirajo države znotraj Schengena, kar ogroža gospodarski razvoj in na koncu bo povzročilo konflikte med državami in to ni dobro, oziroma to vodi v dezintegracijo Unije in Evrope. Ami engem illet. Kar se mene tiče, Madžarska države uvršča v dve skupini. Se pravi države, ki so v preteklem obdobju govorile o Madžarski. Se pravi ena skupina, Slovenija, Nemčija in Srbija. Se pravi te države tudi v najtežjih časih niso dajale izjave, ki bi kvalificirale Madžare, se pravi so pač izrekle spoštovanje državi, ki v takem času pripada. Omenil bi drugo skupino, Avstrijo, Hrvaško, se pravi te države so še veliko dlje, se pravi kar si lahko država, suverena država dovoli do druge države. Zdaj nismo v Avstriji, na Hrvaškem, ne bom govoril o teh dveh državah, jaz bi se rad Sloveniji, predsedniku vlade zahvalil, da tudi takrat, ko smo drugače mislili, smo pač storili vse, da bi tudi v bodoče lahko dobro sodelovali. Jaz mislim, da je to zelo dobra stvar, jaz mislim, da je to vzajemna stvar in iz tega konflikta, iz te debate so se madžarsko-slovenski odnosi okrepili. Druga stvar, o kateri moramo govoriti tukaj, mi nobeni državi ne oporekamo pravico, da nekontrolirano povabi k sebi več 100.000 ali več milijonov ljudi, ki niso krščanske vere. Se pravi, zato imajo pravico. Če se določen narod tako odloči, da želi spremeniti svoj dosedanji način življenja, ker to življenje ni dovolj pestro, se pravi pač želi sprejeti veliko množico drugačnih ljudi, zato ima pravico. Seveda ima pravico, da sprejme tudi konflikte, ki sodijo zraven, ampak tudi nam ne more nihče oporekati in pričakovati od nas, da sprejmemo tujce, da živimo z množicami tujih ljudi. Se pravi, je treba pač spoštovati pravico suverenih držav, se pravi, suverene države se same odločajo. Madžarska noče nič usiljevati, nikomor nič. Želi samo, da priznajo, da je suverena država in da to spoštujejo. Na koncu, če smo to vprašanje že sprožili, sem pač opazil, zakaj se dogaja, da Madžari govorijo o migracijskem vprašanju v drugačnem tonu, na drugačen
način kot številne države zahodno od nas. Zakaj je temu tam? Tudi sam sem šele čez nekaj časa razumel, zakaj gre. Evropske države, med njimi številne, ko govorijo o migracijah, potem govorijo o nekih abstraktnih načelih in zagovarjajo ta načela. Mi pa ščitimo konkretne ljudi. Mi pač pravimo, da na Madžarskem v Budimpešti ne bo Kölna. Mi bomo zaščitili naše ženske. Torej se ne more zgoditi, da madžarska policija ne more zavarovati madžarske državljane. Kaj takega se pri nas ne more zgoditi. Torej, mi na prvem mestu vidimo varnost madžarskih ljudi. Od vlade se pričakuje to, torej mi ščitimo, varujemo konkretne ljudi in ne načela. Načela so seveda pomembna, ampak se ni mogoče postaviti na stran načel in zagovarjati ta načela. In se potem zgodi Pariz, se zgodi Köln, se pravi, če je treba potem ljudi zavarujemo z ograjo, če je treba z ograjo, če je treba z drugim, tu ni kompromisa. Se pravi, je treba najti rešitev, ki zagotavlja varnost madžarskih prebivalcev. Se pravi, to je pač del naše kulture. Mi smo se pač v Evropski uniji pridružili zato, da si zagotovimo še večjo varnost in ne da bi pač zgubili na varnosti. Torej, gre za evropske ljudi in za njihovo varnost. Francoska tiskovna agencija, AFP. Ja, Bojan Kavčič. Bi se navezal na to vprašanje in zdaj napovedi so, da spomladi bi lahko pričakujemo nov val beguncev. Ali menite, bi vprašal oba predsednika, ali menite, da bo Evropska unija pripravljena za ta nov val beguncev, če bo z intenziteto, kot je bila lani, in če ne bo pripravljena, kaj lahko pričakujemo, da se bo zgodilo s to z unijo? Hvala. Shall I repeat? Lahko ponovim, ja. No translation, sorry. Yes, lahko ponovim, I will repeat. Pričakuje se nov val beguncev spomladi, čez par mesecev ali 3 meseca. Ali pričakujete, da bo Evropska unija pripravljena na ta nov val, bo do takrat dosežen dogovor, da bi se s tem spoprijela na boljši način, kot je to bilo v preteklosti, in če ne bo, kaj pričakujete, da se bo zgodilo za Evropsko unijo? Hvala. Victor, maybe you first, Victor. No, you can be first. Thank you. Szeretnék még egy tudást megosztani. Rad bi vam povedal še eno stvar, še eno izkušnjo, ki sem jo doživel v preteklih letih. Torej, splošna metoda, politična metoda, ki je lahko v taki situaciji koristna. Jaz pač vidim, da če vprašanje začne postajati čim bolj komplicirano, se pravi, če gre za moralna vprašanja, civilizacijska, krščanska vprašanja, gospodarska vprašanja, varnostna vprašanja, se pravi, ko se stvar samo širi, se pravi, človek v tem primeru najde pravilen odgovor, če se vrne na izhodiščno točko. Če se tja vrne, potem dobi odgovor. V tem primeru Madžarska vidi, da odgovor vidimo tam, da smo mi podpisali sporazum. V tem sporazumu piše Schengen, se pravi, tam je zapisano, kaj kdo mora početi v okviru tega sporazuma in se vrnemo nazaj k rimskemu pravu. Torej, pogodbo je treba spoštovati. Torej, če bi vsi spoštovali pogodbo, potem bi bila Evropa v boljši situaciji. V šengenskem sporazumu piše, da tisti, ki ima zunanjo mejo, šengensko mejo, tisti mora pač zagotoviti varovanje zunanje šengenske meje. Tam ne piše, da v določeni situaciji ni treba, če prihajajo iz Grčije, potem ni treba, če jih povabi kanclerka, potem ni treba zavarovati. Se pravi, tam piše, da je treba to delo opraviti. Jaz mislim, da je to delo.
nismo se mi odločili, da bi imeli šengensko zunanjo mejo. To je dejstvo, mi imamo zunanjo mejo, mi moramo zunanjo mejo zavarovati. Torej, če bi vsi to storili, oziroma če bomo to storili, bomo to situacijo obvladovali. Evropska unija je pravna ustanova, torej, če bomo enkrat rekli, da pogodbe ni treba spoštovati, sporazumov ni treba spoštovati, potem se bo vse podrlo. Najprej na enem področju ne bodo stvari delovale, potem drugje. Se pravi, tukaj gre za več tisoč birokratov. Ti birokrati bi morali delati na tem, da se sporazumi spoštujejo. Se pravi, to delo je treba opraviti in Madžarska bo to tudi storila in to bom zagovarjal tudi na vrhu Evropske unije, torej da se vse države Evropske unije vrnejo k spoštovanju teh sporazumov, spoštovanju prava. Torej, meje je treba v vsakih okoliščinah, vseh okoliščinah zaščititi, se pravi, da nihče ne more vstopiti na območje Evropske unije brez kontrole. Torej, mi smo člani tega območja, tudi Bolgarijo bi bilo treba sprejeti v Schengen in kljub temu se je v zadnjem času zelo izkazala in je pokazala, da je Bolgarija pripravljena varovati svoje meje in jih varuje. Torej, ko bomo pač pregledali naše izkušnje, se pravi, potem je treba pač določenim državam postaviti vprašanje, ali hočejo ostati v Schengenu. Tisti, ki pa nočejo, tisti pa potem morajo Schengen zapustiti. Torej, zakon Schengen je vedno isti. Se pravi, tujce lahko v šengenski prostor spustimo samo pod kontrolo, torej, če želimo obvarovati Schengen. Jaz se pač za to svobodo že dolgo borim se za svobodo že dolgo, ker Madžarska ni mogla, madžarski državljani niso mogli svobodno v evropske države. Zdaj, ko se lahko prosto gibljemo, to je pač velik dosežek za nas. Svoboda za nas pomeni zelo veliko. Od Madžarske seveda ne bo odvisno, ali bo Schengen ostal ali ne bo ostal, saj Schengen za nas ni nič drugega kot svoboda. Najprej naj rečem, da sem prepričan, da nimamo več časa čakati do pomladi. Na mejah Evrope čakajo milijoni ljudi, ki si želijo kot migranti vstopiti iz Evropo, mnogi tudi iz varnih držav. Ta številka se bo povečevala v desetine milijonov, nekateri celo napovedujejo še večje številke. Ne gre za to, da bi se Evropa hermetično zapirala pred pretokom ljudi izven Evrope. Nasprotno, tisti, ki so upravičeni do azila, tisti, ki bežijo iz vojn, kjer je njihovo življenje ogroženo, kjer so njihove človekove pravice, ko gre za varnost, za osebno življenje, tako pod vprašanjem, ti ljudje morajo imeti pot tudi v Evropo, seveda po ustaljenih pravilih, kot jih Evropa pač spoštuje. Vendar pa vse irregularne migracije enostavno ne morejo pasti na breme Evrope, kajti to bi pomenilo situacijo, kot se že dogaja, ko vidimo, da denimo Nemčija ni sposobna integrirati, sploh pa ne v krajšem času, tako velikega števila migrantov, kot zdaj prihaja, podobno se dogaja v Avstriji. Zaradi tega so se začele meje nadzirati in ponovno postavljati tudi na Švedskem, Danskem. Tam jim pač ni treba postaviti ograje, ker imajo morje, uporabljajo druga sredstva. Ampak to so isto pravzaprav zidovi, ki si jih postavljamo med seboj, zato ker nismo sposobni do zdaj bili najti učinkovitega odziva celotne unije in skupnosti evropskih držav, uštevši tudi tiste, denimo na Zahodnem Balkanu, ki niso članice Evropske unije. Jaz verjamem, da bo prišlo
do bolj učinkovitega odziva Evropske unije, pa tudi drugih evropskih držav v Grčiji na zunanjih mejah Evropske unije. Ampak ker je ta priprava na ta odziv prepočasna, ker ne deluje in ker zato prihaja do vzdiganja zidov, naj ponovim, naša sosednja država Avstrija, s katero smo v dobrih odnosih in odlično sodelujemo na področju obvladovanja migracijskega toka, nam je postavila ograjo, nam je postavila mejo. Za tiste ljudi, ki želijo na sever, ne v Slovenijo. In Slovenija kot 2-milijonska država, tranzitna država, si ne more privoščiti drugega, kot da sorazmerno enako postopa na svojih mejah. In zdaj pogledajte, če bo šel domino efekt naprej, bodo Hrvati morali storiti isto na hrvaško-srbski meji. Srbi morda poskusijo lahko na makedonsko-srbski meji, tudi tu je še Bosna. Prihajalo bo do konfliktov, prihajalo bo do prelivanja številnih skupin ljudi iz različnih držav, afriških, azijskih, bližnjevzhodnih, tudi evropskih. To je popolnoma nenadzorovana situacija, povsem oddaljena od tega, o čemer govorimo, ko govorimo o humanitarnosti, integraciji, pomoči. V takem primeru ni mogoče nič več nadzirati, nikomor pomagati in zato potrebujemo učinkovito skupno rešitev. In če jo do zdaj nismo dosegli, tam, ker smo si zadali, da nima v Grčiji, je treba ukreniti nekaj takoj, tam, kjer je to lahko učinkovito. In v tej smeri gre ta moj predlog, makedonsko-grška meja, hkrati pa seveda ostaja ta namera in tudi slovenska pripravljenost, verjamem, da tudi pripravljenost drugih evropskih držav, da storimo vse, kar moramo, da pomagamo se tudi Grčiji, da implementiramo sporazum s Turčijo in tako naprej. Tako da ni več časa do pomladi, meje severno od nas so se dvignile, šengenski prostor je ogrožen, gospodarsko sodelovanje se bo zaradi tega poslabšalo, medsebojni odnosi prav tako in zato menim, da je nujno, da najdemo v prihodnjih dneh in tednih, in to je možno, že v prihodnjih tednih učinkovito rešitev v smeri, kot sem jo predlagal, in gre za neko idejo, ki upam, da jo bodo v ponedeljek zelo resno, kot je rečeno, obravnavali tudi notranji ministri članice Evropske unije, saj tistega dela držav, ki so v tem neposredno udeležene, in pričakujem, upam na pozitiven odziv, tako kot sem ga danes dobil sa strani svojega kolega Viktorja. Hvala. In še zadnje, kratko vprašanje, Slovenska tiskovna agencija. Ja, hvala, Gorazd Ivković, Slovenska tiskovna agencija. Vprašanje za oba premijeja. Danes smo slišali željo po neki višji ravni gospodarskega sodelovanja, še posebej pri infrastrukturnih projektih. Omenjena je bila potencijalna vloga Madžarske pri investiciji v izgradnjo drugega tira Koper-Divača. Ali je kaj več znanega po današnjem srečanju? Je Madžarska zadovoljna z obliko posebnega podjetja, ki ga je Slovenija ustanovila, ki ga je vlada ustanovila pred kratkim za ta namen? In ali ima Madžarski interes, da neposredno sodeluje z vložkom, ali bo zato spodbujala svoje gospodarstvo? In ali obstaja kakšen izračun, koliko bi lahko bil madžarski vložek v to podjetje? Hvala. Mogoče najprej nekaj besed, pa bom potem prepustil besedo kolegi Viktorju. Vlada Republike Slovenije je zdaj izdelala načrt, imamo vizijo, načrt, tudi operativen, kako priti do drugega tira. Zaključujemo oziroma smo zaključili fazo pridobivanja gradbenih dovoljenj, vzpostavili zelo jasno idejo o tem sodelovanju, kot ste ga omenili, med državo, med zasebnimi partnerji in tudi sosednjimi državami, torej in drugimi državami v regiji, ki so še kako zainteresirane za to, da ta projekt izpeljemo, skupaj z modernizacijo železnice oziroma celotnega železniškega križa, ampak v tem primeru govorimo predvsem o povezavi med Luko Koper in potem srednjo Evropo, tudi vzhodno in severno Evropo v določeni meri. In zelo me veseli, da je tu Madžarska
izrazila interes, tudi zelo konkretno, da je lahko v tem projektu kredibilen, zaupanja vreden partner. Jaz bom zdaj prepustil besedo seveda kolegi Viktorju, predvsem pa verjamem, da bo tudi naš minister za infrastrukturo skupaj s svojim kolegom na madžarski strani lahko dal natančnejša pojasnila o tem, kam grejo ti dogovori, ki pa bodo seveda v prihodnje intenzivno nadgrajeni z drugimi aktivnostmi. Köszönöm, hogy fölvetette ezt. Hvala, da ste postavili to pomembno vprašanje. Mislim, da je treba razčistiti izhodiščne točke. Za nas je prvotna izhodiščna točka ta, da je vaša luka pomemben kraj, pomembna lokacija, se pravi za nas zanima, kaj se v luki dogaja, se pravi je tako zanimanje, tak interes, se pravi to je prva izhodiščna točka. Druga izhodiščna točka je, da je Koper del Slovenije, luka je del Slovenije, Slovenija je pripada Slovencem, se pravi imamo seveda prost gospodarski prostor, mi to seveda ne podcenjujemo, ampak luka je vaša. Torej mi ne želimo kolonizirati, mi ne želimo zasesti nikakršnega gospodarskega objekta v Sloveniji, mi želimo gospodarsko dejavnost opravljati, izvajati tam, kamor nas boste spustili, se pravi, ko boste rekli, da smo tu zaželjeni, če boste rekli, da je to luka. Luka je za nas pomembna, železnica je za nas pomembna, se pravi, nas to zanima. Ampak kaj želite vi s tem početi, kakšne možnosti nam boste ponudili, to je vaša odločitev. Mi lahko ponudimo kredit iz madžarske Exim banke v vrednosti 378 milijonov evrov. Torej, nas zanimajo vse oblike, se pravi, mi lahko sodelujemo v večjem ali manjšem obsegu, se pravi, nočem s tem povedati, da smo pač mednarodna humanitarna organizacija. Torej, tudi mi imamo svoje interese, tudi mi imamo svoje izračune, se pravi, če bomo našli skupno točko, se pravi, če bomo našli skupno rešitev, ki bo tudi odgovarjala, torej Madžarska se ne bo vsiljevala, ne bo agresivna, ker smo mi pač država, ki čuti dileme, ki so pač pomembne za nacionalno gospodarstvo. Tudi mi smo šli skozi to, tudi mi smo sprejeli slabe odločitve, so bile panoge, ki smo prepustili tujim vlagateljem, pa so bile panoge, ki bi jih morali prepustiti tujim vlagateljem, pa jih nismo prepustili in se je tam znižala kakovost. Se pravi, mi smo v preteklih 20-25 letih naredili napake. Torej, mi pač razumemo, da vlada mora sprejeti pretehtane odločitve. Madžarsko gospodarstvo še ni v odličnem stanju, ampak je v dobrem stanju. Torej, nismo prišli zato sem, ker nismo imeli drugega dela, ampak smo prišli sem, ker pač vidimo možnosti v sodelovanju med Madžarsko in Slovenijo. Torej, se pravi, imamo sistem, finančni sistem, da se lahko to financira, imamo tudi denar, ki ga lahko zagotovimo. Se pravi, tukaj smo danes, vse to smo podrobno povedali gospodu predsedniku vlade, tudi gospodu ministru. Vi se morate seveda odločiti, kaj nam boste na to odgovorili. In mi bomo imeli pozitiven pristop k temu. Za madžarsko nacionalno gospodarstvo je luka Koper pomembna, ker skozi luko Koper lahko pridemo na morje. Se pravi, če ne bomo mogli tukaj na morje, bomo morali poiskati drugo možnost. Smo seveda imeli pogovore tudi z drugimi lukami, še v času prve
bile naše Fidesove vlade, vendar nismo bili uspešni. Takrat seveda se nismo pogovarjali s Slovenijo, ampak z drugo državo. Se pravi, tudi danes je dilema Madžarske, se pravi, blago dostavljati na sever ali v Koper, se pravi v Bremen ali v Koper. Se pravi, to ni vseeno za gospodarskim družbam. Torej mi želimo prispevati k razvoju Luke Koper, gospodarskemu razvoju. Se pravi, to je naš interes. Hvala za vašo pozornost, s čimer tudi zaključujemo današnjo novinarsko konferenco. Cigaret. Ne, seveda lahko grede, čakajte samo. A ste že šla, Ola, dva? Kdaj? Si spregledal? Spregledal si? Koga? Ne. Ja. Ja, oni da ste bila takoj.